To se je zgodilo na polovici potovanja. Visoko v Rodopskem gorovju na grško-bolgarski meji se je serpentinasta cesta vzpenjala po rečni soteski. In tam, kjer se je cesta končala, je bila poslednja fantomska vas z izdolbenimi okni in posušenim kamnitim vodnjakom. V njej ni nihče več živel. Za cesto in vasjo so se na nikogaršnji zemlji razprostirali hrastovi gozdovi. Mislimo, da bomo šli skozi življenje, ne da bi naleteli na nadnaravno, razen v filmih. Toda v tisti vasi sem doživela nekaj, ob čemer mi je zaledenela kri v žilah. Še vedno ne vem, ali je bilo to nekaj resnično. A občutki, ki jih je v meni sprožilo, so še danes v mojem telesu. Na ta pozabljeni del gorovja sem prišla v iskanju nečesa in na koncu naletela na to. Morda je bilo prav to tisto, kar sem iskala. Kakorkoli že, kar naenkrat sem tekla po tej soteski bodikavega gozda, polnega divjih prašičev in skalovja. 20 kilometrov naokrog ni bilo žive duše. Neusmiljeno sonce pa mi je udarjalo v glavo, kot bi me hotelo kaznovati za neki daven zločin. Tam med vrhovi je bila pečina, ki se je zares imenovala Sodba. Kraj, z katerega so metali trupla v brezno časa med prvimi obrednimi žrtvovanji Tračanov in zadnjimi leti hladne vojne. Toda sama sem tekla v nasprotno smer, navzdol, do najbližje poseljene vasi, ki je bila daleč stran, kot tudi vse drugo, kar sem si znala razložiti. Občutek, da to nekaj ni osebno, da to ni samo moja groza, se je kasneje potrdil. Ulovila sem frekvence dogodkov, ki jih je v sebi držala gora. To niso bile naravne, temveč mejne frekvence. Frekvence gozda, v katerega so vrezane začetnice tistih, ki so bili v 20. stoletju mladi in obupani. Prišla sem po njihove zgodbe. Toda ali sem bila tej nalogi res kos? Rekli so mi, da tu stvari in ljudje izginjajo, vendar nič zares ne odide. To sem zdaj čutila kot prisotnost na svojem hrbtu. Čeprav je odbilo poldne, se je Orfejeva gora pomračila. Prišla sem do rečnega rokava in se ustavila, da bi pila. Ledena voda me je rezala v grlu. Vedela sem, da čez mejo na najvišjem gorovju Balkanskega polotoka izvira reka Mesta, Nestos, in da njen tok pred izlivom v Egejsko morje meri več kot 234 kilometrov. Toda ali so takšna dejstva že kdaj pomagala komu v stiski? To ni bila običajna reka. Na drugi strani meje je bila prepadna jama z grmečim slapom, imenovana Hudičevo žrelo. Pravijo, da je tam Orfej vstopil v podzemlje. Nič, kar pride v jamo, nikoli ne pride ven, vključno z zadnjima speleologoma, moškim in žensko, ki sta tam izginila v 70. letih prejšnjega stoletja. Tudi Orfeja, edino bitje, ki se je vrnilo iz tega htonskega kraljestva, so na koncu raztrgale besneče menade in njegovo glavo vrgle v reko Marico, ki teče 480 kilometrov, preden se izlije v Egejsko morje. Njegov zločin? Ob koncu življenja je prelomil zavezo zvestobe in prestopil dve nevarni meji. Od svojega davnega mentorja in boga nočnih misterijev Dioniza k bogu sonca Apolonu, ter od ljubezni do žensk k ljubezni do moških. Prečkanje meja ni varno niti za bogove, kaj šele za smrtnike. V spodnjem toku sem naletela na žensko in dva moška, ki so na majhen čoln natovarjali kruh. Na desetine hlebcev kruha. Imeli so dolge lase in na obrazih se jim je risalo veselje. Moja groza se je razblinila in spremenila v očaranost. Povabili so me, naj z njimi prečkam reko. In tam, na drugi strani, ampak o tem pozneje. Kaj je meja, če slovarske definicije ne držijo? Meja je nekaj, kar nosite v sebi, ne da bi se tega zavedali, dokler ne pridete na kraj, kakršen je ta. Kličete v brezno, kjer je na eni strani sonce, na drugi tema, in odmev pomnoži vašo željo, popači vaš glas in ga ponese v daljno deželo,
v kateri ste morda nekoč že bili.